Pozdravljeni v 13. epizodi podcasta En predsed vam pove. Z nami je Jernej Kruder, plezalec, dvakratni svetovni prvak v plezanju. Zdaj pa Jernej, jaz ne vem, verjetno sem se nekaj zmotila, oziroma lahko me ti popraviš, kakšni so tvoji dosežki oziroma... Ja, zdaj tile moji najbolj pomembni, bom rekel, res da niso bili iz svetovnega prvenstva, ampak iz svetovnega pokala. Kar načeloma ni tako velika razlika, razen to, da pač pokalo je več, svetovno prvenstvo je samo eno na 2 leti, konkurenca je ponovadi ista. Je pa bila tista sezona 2018, ko sem zmagal svoj prvi svetovni pokal in zaključil tudi sezono kot skupni zmagovalec svetovnega pokala. In v lanski sezoni, se pravi 2019, sem še enkrat ponovil zmago v posamičnem svetovnem pokalu, ampak mi pač skupno se ni tako dobro išlo kot pa 2018. Se pravi, da je 2018 je vrhunec tvoje kariere? Ja, bi lahko rekli. Ja. Okay. Kakšni so bili pa tvoji začetki, no? Kako si začel, oziroma kaj te pripeljalo do tega, da si začel plezati? Ja, zdaj tisti, ko poznajo tule MCC-a, nisem bil daleč stran doma, ker čez cesto, ko je imela dvorišče na notranji strani, ga še ima, velik dreves. Tako da smo v bistvu s kolegim dosti že takrat preživeli v krošnjah in po zidovih in po stenah samih zgrad. Tako da smo imeli pa tudi eno srečo, da je športno plezanje v Celju bilo kar dosti že popularno v tistih časih. Se pravi, smo imeli nek lokalni klub, ko je v bistvu moj kolega začel trenirati. To je bilo leta 97, en takle čas je mogel biti. On je začel, mislim, da kar z novim šolskim letom, jaz sem se mogel pridružil po kakvom mesecu ali pa dveh. Tako da že teče 24 leto mojega plezanja, oziroma 23. Še kar nekaj, ne? Ja, nekaj pa je, Zdaj, koliko jaz, sicer meni je plezanje majčkeno malo znano, ampak mogoče katerim še manj. Več vrst plezanja je, pač športno, hitrostno, bouldering. Ti si specializiran za kaj posebnega, ne vem pač, oziroma kaj te najbolj privlači, ne vem. Zdaj širši, ja. Ne poznajo, da še mogoče razložiš kaj kot bouldering, ne vem pač. Širši publik je, bom probal biti čim bolj kratek, no. Vse je nekako izhajali iz alpinizma, kako smo hodili po hribih, po gorah in tako dalje, in v bistvu cilji so bili prednikom oziroma vsem ostalim hribolazcem, je bil cilj, da pridejo na vrh neke gore. Ko je to ni bilo več nekako interesantno oziroma ko je bilo to prelahko, so pač iskali pač druge zahtevne poti na isti vrh. In tako skozi leta se v bistvu je pripeljalo do tega športnega plezanja, ker eni deli sten so bili že ponovno toliko strmi, da si pač rabil roke, da si prišel česa. In tisti, alpinisti, ko so za to trenirali, so si naredili te umetne stene, da so lahko trenirali za tiste specifične kose v gorah, da so lažje čez prišli. In tu se je mogoče pa ločilo to tekmovalno plezanje, ko so se vse skupaj prestavili v umetne stene, se je razvila panoga prav športno plezanje. Zdaj pa v to športno plezanje spadajo 3 discipline. Prva, ta osnovna, je težavnostno plezanje in je tisto, ko se pleza z vrvjo, se pravi, kdo višji pride, boljši je. Potem je tu balvansko plezanje, to pomeni, da so stene visoke tam okrog 4,5 metra do 5 metrov. Varuje se zgolj z blazinom, se pravi, nisi na nič privezan, če padeš na blazino. Poleg pa tu še hitrostno plezanje, ko bi pa rekel, moje osebno mnenje še najbolj daleč stran od pravega plezanja, ampak je mogoče publiki najbolj znano oziroma najlažje razumeti, ker je pač stena zelo enostavna in se pač gre kdo prej na vrh. Tako da moja specialiteta tukaj je pa balvansko plezanje, se pravi te kratke smeri, do 5 metrov visoke, ki so
ponavadi zelo dinamične in pustijo v bistvu tekmovalcu, da naredi kakšno napako in pač se poskusi še večkrat, a ne. In na koncu zmaga tisti, ko jih spleza več, oziroma v čim manjših poskusih. Ti si ambasador Triglav The Rock Ljubljana, če se ne motim, ne? Letos je bilo še posebej zanimivo. Večkrat sem gledala te posnetke in zelo zanimiva ideja, no? Mogoče par besed, ne vem, zakaj se tu gre? Ja, v bistvu sem jaz pri tem The Rocku že od samega začetka kot ambasador. Se pravi, letos je bilo to že četrta izvedba, ne? Ampak ker, v bistvu, da začnemo od začetka, prve 3 leta smo v bistvu organizirali, bom rekel, normalno tekmovanje v smislu balvanskega plezanja, ne. Letos pa zaradi financ in zaradi nastale situacije z korono, ne, so mogli stvari malo spremeniti in ker seveda nismo mogli dobiti toliko veliko tujih tekmovalcev, ne, smo se pač odločili, da bomo stvar speljali na malo bolj zanimiv način. Tu so mi pač pustili odprte roke, da se malo poigram z vsem vrstam športnega plezanja, ki jih poznamo. In na koncu smo prišli na to idejo, da bi pač steno postavili na Ljubljanco. Plezali bi se zato, da je bilo seveda gledalcem bolj atraktivno brez nog, se pravi samo po rokah. In pa da bi bilo še gledalcem enostavno za razumeti, je bila tudi prisotna to hitrostno plezanje, se pravi, kdo pride prej do konca, ti zmaga. Aha, se pravi, da je bil oder postavljen nad samo reko Ljubljanico in potem si pač... Tako nekako. Dosta enostavno za razumeti. Ja, ampak zelo zanimivo za videti, no? Pač Točno to, pravi šov, ne? Ja. Zdaj pa, če se jaz ne motim, si ti imel eno poletje zelo zanimive počitnice, ne? Mislim, verjetno imaš tako vsako leto, ko greš nekam plezat, ampak eno leto, ne vem čisto točno katero, je bil pa še posebej jeziv tam nekje v Španiji, če se ne motim. Ja, res je, ampak po pravici povedano ni bilo več poletje, to je bilo že konec oktobra, začetek novembra. Ko sem se odločil, da se preizkusim spet, bom rekel, v neki novi disciplini, čeprav ste zdaj že slišali, da tudi to obstaja, ne? Se pravi plezanje nad vodo. In posebej na Majorki obstaja ta naravni obok nad vodo, ne? Ki ga je zdaj že skoraj 15 let do tega kot prvi preplezal Američan Chris Sharma. In od takrat, ko ga je on preplezal, še smer ni videla ponovitve. Se pravi, so mnogi probali, ampak nobeno ni uspel. In ker mi je pač, bom rekel, nekako voda in višina nista tuja, ne, se mi je zdelo, da bi to lahko bil zelo dober projekt za mene, tudi mogoče za malo prepoznavnost in tako sem si vzel pač 5 tednov časa, se posvetil sam tej smeri in ja, to je bilo leta 2016, ko sem jo uspešno splezal. Se pravi, to je najtežji smeri, ne vem, kako se to ocenjuje, ne vem, pač glede na to, da sta samo 2 osebi to preplezali, to je verjetno kar velik dosežek, sploh mislim, kakorkoli gledano, ne? Ja, mnogi so probavali, tudi tekmovalci svetovnega pokala, tudi zelo visoko rangirani. Po drugi strani, marsikdo tudi, bom rekel, ni upal prideti, ne, ker pač ali jih je malo strah vode ali padca, kar je mogoče tudi čisto razumljivo, ne, ker tudi kak neroden padec zna biti zelo nezabavna, ne. Ampak ja, v glavnem ocene, zdaj mislim tu težko razlagati, ker vse skupaj malo relativno, ne. Je pa glede na število vzponov in glede na število ljudi, ki je to pač probali preplezati, se mi zdi, da kar sodi med ene najtežjih na svetu. Zdaj pa, koliko poskusov, mislim, marsikaterega, ne, bi, recimo, da se kaj takega loti, hiter človek obupa, ne. Pri plezalcih to ne sme biti, ne. Se pravi, da mora biti vztrajni in velikokrat poskušati, velikokrat padejo, ne vem. Moraš biti kar, ja. A ne? Ja, to smo si, marsikdo smo si zelo različni pri pač kot tekmovalci oziroma plezalci sami.
marsikdo obupa oziroma kar malo vidi, da mogoče to ni za njega in pač stvari pusti pri miru. Po drugi strani je nekomu tak, da mogoče se vidi, da bi lahko splezal, ampak pač si reče, ja, ne bom zdaj to eno in isto probaval, se reče, česa druga še lotima, ne, plezanje je več, ko pa sam ta ena smer, ampak jaz mislim, da je tudi to kvaliteta plezalca, da ima to moč in voljo, da pač se vrne in stvar zaključi. Pri meni je bilo tako, da sem šel tja za 5 tednov. Rekel sem si, da pač mogoče prvi teden malo plezam, malo lažje stvari, da se navadim te višine in pacov. Ampak sem že kar prvi dan videl, da mi stvar leži, a ne. In potem sem skozi 4 tedna probavanja in mislim, da je bilo 38 neuspešnih poskusov, se pravi 38krat sem poskus končal v vodi in pol 39 ga končno splezal na vrh oboka. Zanimivo, ne? Mislim, potem vztrajnost je definitivno vrlina vsakega plezalca, se mi zdi. Vsaj mora biti, ne? Moram reči, po pravici povedano, so tudi kakšni projekti, ko je že tudi par let probavala, ne? Kar ne pomeni, da so težji oziroma lažji, ne? Ampak ja, samo hočem povedati, da mogoče ne samo še kdo drug, ne? Lahko stvari zelo hitro zaključimo, lahko se nam pa vleče skozi življenje in mogoče na koncu niti ne splezamo, ne? Kako pa izgledajo tvoji treningi? Kje treniraš? Ne vem, vi kar si prišel iz Italije, ne? Ali treniraš v naravi, v stenah, ali bolj tudi dvoransko? Ne vem, pri nas v Celju imamo zdaj mislim, da najvišjo steno v Evropi, ne, če se ne motim. Ja, ni čisto tako, imamo pa zelo veliko steno, res da v Celju, ki mogoče vseeno, bom rekel, ne ustreza tem standardom, da bi lahko profesionalci tu trenirali, ne. Ampak hvala Bogu, no, živimo v taki regiji, ne, kjer imamo dosti skal okoli, tudi hribi so zelo interesantni. Je pa tudi res, da kot sam sem tukaj zelo črna ovca napram mojim sotekmovalcima, ne, ker vsi sotekmovalci bi človek rekel logično trenirajo na umetnih stenah, glede na to, da se vse tekme odvijajo na umetnih stenah, ne. Jaz sem pa vseeno bolj, bom rekel, človek narave in tudi verjamem v to, da trening v naravi lahko pomaga pri samem tekmovanju. Tako da, ja, veliko časa preživim v naravi in tudi zdaj v Italiji sem še zadnji moment zbežal, da sem lahko se poizkusil tudi, bom rekel, v najtežji smeri na svetu, ki se spet pleza na mogoče nek drugačen način, nek tradicionalni način, kjer je pač varovanje mogoče malo bolj, ne bom rekel nevarno, ker če stvar poznaš, potem ni nevarno, ne. Vsekakor pa dodaš še tu nek faktor zraven. Ampak ja, kot sem rekel, človek narave in če le možnost in vreme, ne najdete to v naravi. V naravi, ne, tako. Kaj sem se vprašati, ko plezaš, ne, si verjetno z mislimi nekje osredotočen. Se pa povedal, a so to misli popolnoma usmerjeno plezanje ali mogoče te odnesem malo, kaj si pozabil včeraj, ne vem, naredite pa, ne vem. Tako prva stvar je ta, bom rekel, da nimam nekih skrbi, da bi zaradi njih mogel se zamotiti ali s plezanjem ali s čimkoli drugim, ne. Ampak, ja, jaz ko plezam, zdaj se mogoče malo smešno sliši, ampak se kar tako malo dam off na enega debilčka, ne, da čist ne razmišljam o tem, kaj plezam, koliko plezam. Po drugi strani plezam že skoraj 25 let, ne, tako da pustim telesu, da naredi svoje, jaz pa pač probam odklopiti možgane in samo uživati med samim plezanjem. Skoraj podobno tako ne potem, ko se čist z mislimi. Verjamem, da marsikaj drug šport ima zelo podobno mentaliteto, ja, kot ta plezanje. Mogoče za na koncu, kaj bi svetoval tvojim naslednikom, ne vem, tistim, ki imajo željo kaj takega poskusiti?
probati se v tem športu? Je prvo kot prvo šport je zelo lepa, ne. Poleg tega ponuja 1000 vrst plezanja, ne. Se pravi, če ti nekaj ni všeč, se boš vedno najdel v nečem, kar bo izziv za tebe. Zato so mogoče dobre te ocene, ko sem prej rekel, da so vse mogoče malo relativne, ampak mogoče pomagajo nekomu, da se znajde v tem svetu, v tem plezalnem svetu, a ne. Se pravi, da ne gre iz prve na pretežke stvari, oziroma če vidi, da mu ena stvar prelahka, ve, da lahko napreduje, a ne. In se mi zdi, da plezanje je tisto, ko ti skozi daje neko zadovoljstvo, neko nagrado, a ne. Vsak, ko začne, si lahko najde nek nov cilj. Tudi jaz že zdaj, ko plezam toliko časa, mi ne zmanjka nekih novih ciljev. Vsak cilj, ko ga dosežeš, pa ni nujno, da zdaj moraš plezati neko smer ali pa zmagati neko tekmo, ampak že samo gibanje te nekaj nauči novega in je že to tista nagrada, da naslednjič, ko prideš, pa še enkrat probaš vidiš, da si nekaj novega dosegel. In jaz mislim, da je to malo nagrajevanje tisto, ko pač naredi plezanje toliko zabavno in toliko zasvojivo. Mislim, da mora biti res nek poseben občutek, ko prideš do vrha skale ali pa stene, ne vem, da se rečeš, I did it, ne? Tako je, verjamem, da je bilo tudi tistim, ko so osvajali vrhove in tudi mogoče, ne vem, za naše Celjane ali pa Slovence, da rečem, je vedno nek dosežek, če priješ na vrh. Ali je to Celjska koča ali pa je to Triglava, ne, si vedno vesel in ponosen na sebe, da si nekaj dosegel. Mislim, se strinjam s tabo. Jernej, hvala, ker si bil naš gost. Jaz upam, da so gledalci uživali v najinem pogovoru, tako kot sem jaz. Naslednjič pa upam, da nekje pod steno, ne vem, v naravi, tako si rekel, ne pa žal s maskami, ampak kako pa če, ne. Tako da, hvala še enkrat. In jaz ti želim še obilo uspehov in da boš priplezal vse tiste tvoje zastavljene cilje, ki si dodal, oziroma tiste skrite, ki je še malo za priplezo. Hvala lepa. Ajde, čau! Čau!